Zanimiva mi je razlika, v bistvu, kako mi dojemamo Trubarja in kako mi dojemamo Prešerna. Prešerna smo nekako osvojili za svojega junaka, za svojega jezikovnega začetnika in se z njim poistovetili. Trubar je postal nekje skrit od zadaj, vsi vemo, da je začetnik književnega slovenskega jezika, ampak vseeno v naših srcih je ostal nekje skrit od zadaj. In mi je zanimivo, da veliko vemo o Prešernu, vemo o njegovih srčnih težavah, vemo o njegovih otrocih, vemo o njegovi službi, vemo o njegovih stiskah. O Trubarju pa vemo zelo malo, ampak v resnici pa je Trubar bil veliko večji, se je srečeval z veliko večjimi težavami kot Prešern. Naprimer, Prešern je imel neuslišano ljubezen. Trubarjeve srčne težave so bile umiranje njegovih žena, 2 ženi sta mu umrli. Prešern se je odločal med tem, ali bo priznal otroka ali ga ne bo priznal. Trubar se je soočal z smrtjo njegovih otrok. Prešern je živel v kriznih časih. Ja, vsi poznamo njegovo krizo. Trubar je prav tako živel v težkih in kriznih časih, ekonomično težkih, ampak še več kot Prešernovi časi. Tam so Turki vdirali, požigali, celo univerzo v Dunaju so zaprli. Torej če primerjam Trubarjeve in Prešernove težave, Prešernove prav majhne v primerjavi s Trubarjevimi. In fascinantno mi je, kako se jih je Trubar lotil. Vemo, da je Prešern večkrat segel po kozarčku, se ga je napil, Trubar tega nikoli ni delal. In Trubar je res imel v sebi tisto vero, ki ga je gnala naprej in ob kateri je stal in obstal. In tu se mi zdi velika razlika, ampak mi enostavno to spregledamo in smo spregledali celega Trubarja. Trubar je toliko v 21. stoletju. Znamo biti Trubarjevim delom in njegovo zapuščino. Zapravi, s čim, ampak kaj bi. In seveda zmeri je dobro takrat, Začetnik je v tem, da nas je prvi poimenoval. Vsak današnji